Dober dan tudi danes, spoštovani gledalke in gledalci. Bi si tudi vi želeli izboljšati različna področja, kot so partnerski odnosi, pa morda družinski konflikti ali pa kakšne osebne travme, tudi morda na poslovnem področju? Imate morda kakšne problematične otroke ali pa vnuke? Kdo si ne bi želel izboljšati vseh teh stvari? In ker v oddajah odkrivamo različne tehnike pomoči, vam bomo danes predstavili sicer staro temo, to pa je postavitev družine. In to bomo torej danes podrobneje obdelali. Nekateri ste za to že slišali, tisti pa, ki ne, boste imeli priložnost spoznati tudi preko naše gostje, ki jo lepo pozdravljam. To je gospa Nataša Čebulj. Da v bistvu poveva, za kakšno metodo gre. Tako, čisto da bodo gledalci vsi razumeli, gre nekako za reševanje družinskih konfliktov. Vsakdo se lahko najde v tej temi. In v bistvu ta metoda, ki jo boste danes predstavili, nam torej pomaga globje doživeti in razumeti sebe, pa morda družinske člane, hkrati pa prebuje tisto ljubezen, ki potem zdravi te v bistvu odnose. Torej, lahko sami še poveste, samo tako za uvod, da si bodo gledalci predstavljali, potem bova seveda vse to razložili, kakšna je ta metoda postavitev družine. Ja, dober dan, najprej lepo pozdravljeni. Hvala lepa, da ste me povabili, da želite spoznati to metodo. Ja, zdaj metoda postavitev družine je neke vrste orodje, ki nam omogoči, da pogledamo, čemu ljubezen ne teče v našem družinskem sistemu, kje se je zataknila. In vsak od nas želi biti srečen ali pa želi imeti zdravje, želi imeti usklajene odnose. In navadno takrat, ko nimamo sreče v življenju, imamo občutek, da nas nimajo dovolj radi, se borimo znotraj sebe, ali samo skozi nekaj počnemo in se nam vedno nekaj zatakne, zdravje nam ne gre tako, kot bi se želeli, ali imamo občutek, da nas ne spoštujejo dovolj. Se pravi, nekaj ne teče. In sploh še posebej, če se mogoče celo trudimo, da bi to izboljšali, nekako ne gre. Pa vedno bolj se včasih trudimo, bolj prihajamo do konfliktnih situacij. Točno tako in zdaj jaz nekako tako na preprost način povem, kakšna je razlika med to metodo pa kakšnimi drugimi. Super. Naprimer si predstavljam, da smo mi ena hiška in mi bi radi želeli prijetno v svoji hiški. In seveda zato, da naša hiška v bistvu prijetno noter v naši hiški, mi jo vzdržujemo, pometamo, pospravljamo, včasih kdaj prebelimo celo, sesamo, operemo kakšne zavese, da uredimo vrt, uredimo okoli nje. Se pravi, zato, da bi se dobro počutili. In nekako takrat, ko mi se zdravo prehranjujemo, se trudimo, se izobražujemo, se pravi, nekaj delamo na svoji osebni rasti, to so nekakve vrste pospravljene naše hiške. Se pa zgodi, da v naši hiški kakšna cev počena. In mi lahko vsak dan sesamo, pa nekako vedno drug dan je zamočen. Ali je bil neki potres, pa imamo tam neke špranje, pa v bistvu mi lahko prebelimo, ampak čiste špranje ne zadelamo, skozi piha noter. In se pravi, veter odnesel strešnike, pa smo dali nek polvinil začasno, smo se trudili z nekimi tehnikami, pa še vedno piha. In nekako je metoda postavitev družine vzpostavitev temeljev. Zato, da lahko potem pogledamo, kje je ta cev počla. Mogoče zamaka v dnevni sobi, počla je pa čisto na nekem drugem koncu. In to nam pokaže, naprimer, postavitev družine, zato, da lahko lažje spet vzpostavimo ta red v svojem družinskem sistemu. Ampak kako pa potem to projiciramo nase? Kako razčiščujemo sami seboj v tem primeru metode? Kaj je to? Kot terapija? V bistvu je to fenomenološka metoda, ki pa ima terapevtski učinek. Dejansko, ko pridejo ljudje na takšno postavitev družine, v bistvu ne delamo z njimi konkretno zasebo kot tako, ampak delamo z njenim družinskim sistemom. In pokazalo se je, da v biti takrat, ko mi v družini želimo vzpostaviti dobre odnose, da bi se želeli v partnerskem odnosu dobro razumeti s svojimi otroci, da je naprimer ta naša ljubezen, ki bi želeli, da teče v družinskem sistemu, podobno kot voda v kozarcu. In zdaj si predstavljate, kaj pa je ta kozarec, če je ljubezen voda? Nekaj rabim trdnega,
da primem. In če nimam nekaj trdnega, da bi zajela to ljubezen, potem ne more teči. In pred ljubeznijo je nekaj, kar ima prednost. In ta metoda izvira iz nekih naravnih sistemov, bom potem tudi kasneje povedala, odkot izvira. Se pravi, da če imamo reko in nimamo trdne struge, potem ne more teči. In v bistvu pri postavitvi družine vzpostavljamo družinski red. Ta kozarec je red. Zdaj si predstavljate, če bi jaz vodo zlila na roko, bi voda stekla na tla. Se pravi, voda je, ljubezen je v naši družini, samo teče nazaj. Se pravi, teče nekam nazaj in ni je med nami in mogoče lahko s to metodo vzpostavimo nek red celega družinskega sistema. To pomeni, da se pač odločimo za to metodo, če vemo, da ne moremo ravno pravilno komunicirati z nekom v družini, imamo nerazčiščene odnose, mogoče vlečemo stare zamere iz preteklosti in se s to osebo ne moremo soočiti. Konkretno mogoče zato, ker nas ne bo slišala ali pa ne želimo tudi pri njej odpirati starih ran. Lahko se to zgodi tudi, da je vezano na kakšne druge dogodke. Zdaj, če bi lahko nekaj povedala o teh redih, niti ni nujno, da je vezano iz tega nivoja. Kaj to pomeni? Zdaj, če povem malo o teh redih. Oče te metode je Bert Hellinger in on je v bistvu, tako kot večina od nas, v bistvu tudi imel kakšne take neugodne situacije v svojem življenju. In vsak od nas ima neko težko situacijo, ali v mladosti, ali mogoče po najstniških letih kasneje. Doživimo neke take travme, ki v bistvu hkrati pač povzročajo neko jezo, neko žalost pri nas, hkrati nam pa dajo tudi moč, da nekaj dosežemo. In v biti, bom tako rekla, ta metoda, do katere on prišel, on je v bistvu bil najstnik v nacistični Nemčiji in njegovi starši so bili v bistvu proti nacizmu. In zaradi tega je bil kot najstnik zelo šikaniran in zelo, zelo jezen na svoje starše, čemu ne more biti normalni. In v bistvu ga je rešilo to, da je v bistvu šel potem študirati teologijo in v neki smeri ta jeza na svoj družinski sistem mu hkrati omogočila veliko ambicioznost. In je postal misionar, v bistvu je celo bil tukaj, da je bil celo pedagog in filozof za tem misionarjem in potem je šel v Južnoafriško republiko. In tam je bil ravnatelj ene dijaške šole in v spoštovanju do njega kot ravnatelja so ga starši otrok, ki so bili iz plemena Zulu, povabili na njihovo praznovanje. In kaj se je tam zgodilo? V biti, ko je prišel na to praznovanje tega njihovega rituala, je bilo najprej mogoče enih 20 ljudi tam, ko so plesali in za njih je bilo pač to nekako normalno, ko naenkrat pa jih je zagledal 50, 100, 200, ker prišli so vsi njihovi predniki. In seveda jih je vse videl kar naenkrat in glede na to, da je bil katolik in nekako katolicizem verjame v to, da potem po smrti gremo nekam in nas nekaj božanskega čaka tam zgoraj, v bistvu kar naenkrat bil zelo šokiran, ker mi vedno smo, samo odvisno kje. In tudi zaluje se, tudi pozdravljajo, a si še tukaj. Se pravi, in če si tukaj, reče sem tukaj, in če sem tam, rečem tam. Kaj to pomeni? Da grem tja. In zdaj seveda, ko po našem umrem, grem tja in če sem v resonanci s svojim sistemom, grem v miru tja. In tisti, ki smo v resonanci s tistimi, ki so umrli, v miru ostanemo tukaj. Kaj to pomeni? Mi dva so lahko prijateljice in potem, ne vem, se zmeniva za neko kosilo, jaz pa ne pridem in tudi pokličem, nisem dosegljiva na telefon. In potem se seveda vidi čez en dan in ti si zelo jezna na mene in potem se skregava, kako nisem mogla to narediti. In potem čez 1 uro jaz grem v avto in imam prometno nesrečo in umrem. Najin odnos še vedno ostane. Ampak kaj se potem zgodi, ker sva se poslovile v nesoglasju? Nas boli v duši. Se pravi, tistega, ko ostane, razmišlja o tem, ima občutek krivde in tisti drugi ne more iti tja. Se pravi, in kaj se potem zgodi, da jaz gledam tja in on mora biti tukaj. In potem takrat imamo neravnovesje v družinskem sistemu in pogosto se to pokaže, kaj je tisto, čemu se odstane. Kar pomeni, da tudi če so naši starši pokojni, naši predniki, in tudi zdaj, ko mi tukaj sediva, so poznali naši predniki.
In potem to, v bistvu kaj je on- razčiščujemo odnos tudi lahko z njimi, ampak lahko greva konkretno na to metodo, kako. Kako? No, Ja, evo, no. kako se to zgodi. Ja. Zdaj, Bert Hellinger je to potem prenesel, pač šel je študirati psihoterapijo in je potem spostavil to metodo, s tem, da se je seznanil z ogromnimi psihoterapevtskimi metodami. In ena izmed njih, ne vem, če poznate, tudi postavitev družine Virginie Satir. In pri tistih metodah, tudi ogromno drugih obstaja, igramo kot neke vrste igranje vlog. Ta metoda je malo drugačna, ker veliko poteka brez besed. In fenomen je, glede na to, da mi vedno smo, da predstavniki, ki so postavljeni naše družinske člane, dejansko postavljajo energijo in čustva dejanskih ljudi. Tudi če so že pokojni, oziroma, zdaj bom tako rekla, če pride na primer eno dekle in hoče razčistiti svoj odnos z svojim fantom, in ki sta se ravno razšla in se je podobno dogaja, da jo vedno zapuščajo partnerji, Ja? potem mi pač javno niti ne obelodajamo, ampak pač je to njena tema, partnerski odnos. In potem izbere predstavnico zase in eno predstavnico za svojo temo. Tako da drugi niti ne vejo, kaj predstavljajo. Poskušam predstavljati, ker nisem bila na teh. Ja, in dejansko tisti predstavnik, ki predstavlja njeno temo, seveda predstavlja partnerski odnos in nekako se pokaže velikokrat, da sploh ni vezano na tega partnerja, ampak mogoče se je nekje pri prednikih zgodilo nekje, da se je ljubezen ustavila. In en tak primer je bilo v bistvu, zakaj se to dogaja, da se je pokazalo, da mogoče 3 generacije nazaj je eno staro mamo zapustil njen partner, zaradi tega, ker je v bistvu šel v vojsko in potem je ostala sama. Zdaj, ta metoda, naprimer, pač primer bom povedala v Srbiji, je tudi že priznana kot preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje kot metoda, ki pač zdravi te psihične travme. Zato, ker so znanstveniki tudi dokazali, da imamo mi v svojem DNK en kromosom, ki je prazen in nosi en čustven spomin. Kaj to zdaj pomeni? Tako, kot sem rekla, imamo 3 generacije ali pa 4 generacije nazaj, moža in ženo, ki se imata rada, imata 3 otroke in potem gre on v vojsko. On umre in nikoli se ne poslovita. In ostane tukaj ženska, ki se počuti, da je zapuščena. In občutek, da je zapuščena in da je ostala sama. In zdaj pa tukaj imamo sina, naprimer, da imamo tukaj sina in hči, ki jih ta par imel. Zdaj, če bi šli hčera, ki gre naprej, kaj se ne zgodi naslednjo generacijo, mogoče se poroči z moškim, ki ima delo na terenu in ga nikoli ni doma. In ima skozi občutek, da je sama in da mora biti sama. In mogoče potem vnukinja, potem se niti ne upa imeti več partnerjev, oziroma se najde takšne, ki tako ve, da jo bojo zapustili. In ta vzorec, niti ne toliko razmišljanje, temu je v bistvu se reče prav genetski spomin, smo prav tudi povedali, kaj se tukaj zgodi. In po drugi strani imamo pa tukaj fanta, naprimer, ki je ostal in bo vedno si našel nekaj, da bo mogel iti od doma. On bo postal trgovski potnik, on bo šel nekam stran in bo vedno zapustil mogoče partnerke, zato ker ne more vzdržati, ker je nekako zvest svojemu sistemu. In zdaj, kaj to pomeni, kaj s postavitvami naredimo, da v bistvu pogledamo, kje se je zataknilo in včasih moramo iti, ne vem, 10 generacij nazaj in to postavitev pokaže. Ampak kako pa to veste? To so potem prisotne zelo močne čustvene energije. Ja, zdaj, kaj je to tukaj kot priprava na tako postavitev? Vsakemu se priporoča, da si nariše družinsko drevo. Ker za mojo srečo, naprimer, če gledam odnos z mojim sinom, ni odvisna moja sreča v odnosu do mojega sina. Ker potem, če jaz rečem, jaz sem srečna, če bo srečen moj sin, se jaz naslonim na njega in kakšno breme on mora nositi, zato da bo nosil mojo srečo. In starši naredimo veliko teže na otroke, ker rečemo, sam da boš ti srečen, pa bom jaz srečna. Samo da boš naredil šolo, pa bom jaz srečna, samo da boš dobil službo. Ja, in zdaj, če pogledamo, naprimer, za mojo srečo so najbolj pomembna 2 človeka. V prvi vrsti. Kdo sta to? Sam? Mama in oče. Jaz sem pol mame in pol očeta. Ampak moraš sam poskrbeti tudi za srečo. Ja, če sprejmem mamo in očeta. Sem spet pri koreninah potem, Ja, ne? kaj to pomeni? Naprimer, imamo 2 kozarca in zlijemo z enega
In to je v meni. Jaz sem pol mame in sem pol očeta. In zdaj na tiskrat staršev, ko sem jezna, nezavedno, V redu, ja? ti smo postajam podobna. In tudi, če so moji starši zapustili, ko sem se rodila, vsakeč, ko se pogledam v ogledalo, vidim pol mame in pol očeta. In če sovražim ta dva človeka, koga sovražim? Tudi sebe. Tukaj se začne. Ne? In v bistvu prvi red, zakaj ljubezen ne teče, po Bertu Hellingerju, ki ga je prišel, je v bistvu ravno to, da vsi, ki so kadarkoli pripadali našemu družinskemu sistemu, imajo enako pravico, da pripadajo. In zdaj, kdo so tisti vsi? V prvi vrsti so naši starši, a ne? In brez njih nas sploh ne bi bilo. Pa tudi, če so nas zapustili, pol, ko smo se mi rodili. In ker imamo potem tisto jezo v sebi, jo moramo potem razčistiti, ker če ne se nam nabira, verjetno se nam tudi blokade delajo v telesu, posledično, če tako razumem, tudi bolezen. In zdaj moramo dati torej ta čustva iz sebe. In ker z njimi ne moremo govoriti, pridemo do vas. Točno tako. Primer tak zelo znanega človeka, No, dajva, ja? Steva Jobsa, Ja. ga poznamo. Njega so dali starši posvojiti. Aha, no nisem šla toliko za tem, za njegovo zgodbo, kot... In on je bil zelo, zelo jezen človek. In ta jeza mu je veliko pomagala. In kaj si je v bistvu želel celo življenje? Postati viden. iPhone, Apple, ne, sem fancy, poglejte me, vidite me. In v bistvu, kar mu je tudi uspelo, ampak ta jeza na naše starše nam na začetku da moč. In nekje do 40. leta, mogoče celo do 35. imamo neki naravni sistem regeneracije, potem nas pa ta jeza začne razžirati in na koncu te ta jeza tudi pokoplje, da umreš. Zato, ker nekako se je skozi postavitev tudi pokazalo, da sovraštvo do staršev, pa ni nujno moje, lahko že mojih prednikov, pomeni raka. Ker žrem sebe od znotraj. Ne, to so taki pač kot sistemski pristopi. In zdaj je zelo pomembno, kdo so ti vsi, ki jih včasih družinski sistem, ker naprimer, če si postavljamo družinski sistem, je kot neko energijsko polje. Ne, kot neka duša bi lahko rekli, ali je to. In zdaj mi imamo vedno dobro vest, da mu smemo pripadati. Kako to vemo? Jaz vedno rečem kot primer, naprimer, imamo radi urejeno stanovanje, naprimer vse pospravljeno. In ker pri nas doma pač se mora vedno lepo pospraviti. In potem pridemo v eno službo, imamo enega šefa, ki nema pa vse eno in mi tam se uredimo in čakamo, da nas pohvali. In on tega ne opazi. Za koga pravzaprav sploh čakamo, da nas pohvali? Mi želimo, da nas pohvali naš družinski sistem in to je nezavedno. In potem imamo veliko krat konflikte z drugimi ljudmi, ker smo zvesti svojemu sistemu. Ne? Zanimivo. Ampak zelo, ko ste zdaj omenili to pohvalo, ne, zelo dober primer je, upam, da se boste našli tudi sami tukaj, spoštovani gledalke in gledalci, namreč toliko dajem, ne, pa nič ne dobimo tistega nasprotnega spola. Ne. V bistvu pravite, da ljudje tudi zaradi tega, ker toliko pričakujejo in dajejo, posledično ostanejo sami in potem razočarani. In spet sva pri jezi in žrenju. Ja, to je v bistvu drugi red. Za prvi smo rekli, da je ta pravica do pripadnosti, če je kršen. Ne, tretji red pa pravi, da je pomembno ravnovesje med dajanjem in sprejemanjem, če želimo biti v nekem partnerskem odnosu. Naprimer, če se predstavljamo, da sem to jaz in da je to moj partner. In zdaj, naprimer, jaz dam tok njemu in on prejme. In zdaj počakam, da on to prejme in da potem nazaj malenkost več in spet jaz čakam. In potem spet jaz dam. In to dajanje in sprejemanje kot neke vrste valovanje. Ne, se pravi, najprej dajem in potem to je v bistvu tako, če se lahko neskončno sosmica. Zdaj, in to pomeni isto v prijateljskem odnosu, isto v poslovnem odnosu. Zdaj se pa zgodi, ne, da ga imam jaz tako rada in mu dam tok. Da bi bil srečen, ja. Kaj se zgodi? Kaj za njega to pomeni? Breme, teža ali kako? Teža, ker kaj to pomeni? Da mora za to vse dvigniti in mi dati še več nazaj. In v bistvu tega ne zmore in pol gre stran. Tako da, če želimo v življenju biti sami, moramo sam veliko dajati. Ne, naprimer, če jaz rečem zdaj, jaz ti pa zrihtam novo službo, jaz pa grem, ti plačam potovanje, dam ti diamantno zapestnico. Kako se počutiš? Ti bi morala dati kaj v zameno. Ja, in če ne moreš dati tega vrniti, kaj se zgodi? Ja, ker ne bi sprejel.
Neugodno, tako. In pol greš stran od teh ljudi. In zdaj se je treba vprašati, čemu. In tudi ljudje, ki zelo radi pomagajo, pretirano pomagamo, tudi, ne, smo bili tudi takšni, ne, kaj se zgodi, ne, čemu tako radi pomagamo? Čemu jaz to dajem? Mogoče zato, ker želi tudi sam sprejeti? Ker želim tudi jaz veliko imeti. Ker nekako je tako, ne, da včasih pomagamo pri takšnih stvareh, za katere si želimo, da pa bi sami prijeli podobno stvar. No in kaj se je pokazalo? Da zakaj hočemo imeti veliko imeti? Ker nismo vzeli. In najprej moramo vzeti. Kaj pa, če je dobro namerno, torej pa nam nekdo želi nekaj dati, brez da v zameno kaj pričakuje? Nič ni zastonj. V redu, sva tukaj. Ja, če druga ne, saj pozornost in prijaznost. Prijazna beseda, ampak to ni težko, no, ne? pa bomo rekli, kdaj lahko damo več. No? Je ena izjema. Pomembno je to, da najprej zakaj hočemo toliko dajati. Zelo pogosto hočemo dajati toliko veliko, ker želimo kaj? V bistvu tudi veliko imeti. In zdaj navadno nismo dovolj vzeli takrat, ko bi lahko vzeli. In to je bilo v otroštvu. Se pravi, lahko se večina od nas kako travmico doživi v otroštvu, kaj pa vem, mama me pusti mogoče za 2 dni pri babici in takrat imam občutek, da me je zapustila in jaz zmrznem v odnosu do nje, pa sem lahko stara 2 leti. In potem imam skozi občutek, kako me ona nima dovolj rada in hkrati zmrznem v odnosu do nje. Tudi potem, ko si starejši? Tudi, ko si starejši in to delam tudi v odnosu do drugih. Kako pa potem to, na primer, lahko občuti ta mama, da je nekdo zmrznil, da je njen sin ali pa hčerka? V bistvu to ni mamina stvar, v bistvu je moja, ker jaz hočem odnos razrešiti, jaz želim to. In zdaj tukaj se pokaže, če imam jaz težavo, ne bom rekla, pejt mama z mano postavitev. Ampak v redu, rečemo, da se ta človek torej tega ne zaveda, ne? Mi sicer res govorimo o teh metodah, pa se lahko sami najdete v tem. Kaj pa, če nas zdaj spremlja torej mama, ne? Zdaj je mogoče, ne vem, babica karkoli, vidi, da ima neko težavo, da mogoče ni pravilno ravnala, ker vas je zdaj poslušala, ne? Torej, ker spet gremo na otroštvo, očitno lahko tudi ona reši. Zdaj bom povedala, imamo točno takšne starše, ki se zaslužimo, čeprav se sliši zelo kruto. Ker v bistvu, če pogledali, naša mama je vse, kar je počela tako, kot najbolj znala. In tudi, če nas je kregala, če nam je kaj preprečila, tudi, če me je pustila 2 dni pri svoji mami, me ni pustila zato, ker bi meni htela nekaj slabega, ampak mogoče, ne vem, študirala in potem me pustila 2 dni, je šla na en izpit in za tega ni meni htela nič hudega. Ampak zame, ko sem bila stara 2 leta, je bila to travma. Ampak kar to pomeni, ne, da tudi moja mama, če pogledaš, da naprimer so njeni starši, v bistvu en oče umrl in se to, ker je bila stara 4 leta, v bistvu je imela dosti hujše otroštvo. Če pogledam mojega očeta, kaj se je dogajalo njemu, sta imela še teže. Se pravi, misliš, sta bila še super starša, ko pogledam, kako so oni živeli. In navadno, ko smo v zgodbi jeze do svojih staršev, smo v svojem, kako se tem reče, v svojem džambu plakatu. Ker moja mama ali pa kakšna druga mama se je pol vrnila in me imela še vedno naprej rada. Ampak moj odnos je zmrznil v tistem sistemu, da ona me je zapustila. In potem postanem hladna, zato ker se bojim, da me bo še enkrat zapustila. In v odnosu je to neke vrste nezavedni obrambni sistem. To je sploh takrat, ko se ne zavedamo, ko nam nekdo pride blizu, reši zmrznemo in pobegnemo, zato da nam ne bi bilo treba. Hkrati pa dajemo zelo veliko drugim ljudem, ki v bistvu nimajo niti možnosti, da bi nam vrnili, ker mislimo, da bomo dobili tiste ljubezen. In postavitev to pokaže, kje se je zataknilo. Ne? Koliko časa pa potem traja ta razrešitev? Torej, če se pride na nek tak pogovor, ali je to dolgoročna terapija, ali je to eno predavanje, da se vsaj zavemo, verjetno moramo potem delati na sebi, ne? Zdaj, tako bom rekla, pri postavitvi se veliko krat ljudi reče, da se zgodijo kot neke čudeži, da zgubijo eno tono teže, ki so jo nosili. In zdaj, kaj je tisto, da pomembno je, da se tam nekaj razreši, tudi če se mogoče ne verjamemo, kar se je tam zgodilo, ampak večina ljudi in potem nam tudi naš sistem da neko nalogo, kaj naj bi naredili. Kaj pa vem, če sem bila jezna na očeta in potem sem mislila, kakšen je on bil, potem sem ugotovila, da v bistvu ni bilo niti na njegovi strani ta teža, ampak mogoče je izvirala iz maminega družinskega sistema. Potem velikokrat, mogoče in ta oče, mogoče že pokojni, tudi zdaj tukaj lahko napišem pismo, da se mu zahvalim, da je preživel z mano. In potem to v odnosu do njega je sebe, v bistvu se mi nekaj lažjega zgodi, mi je lažje, potem sprejemam odgovornost za svoje življenje.
In včasih tukaj, kar je, da je nekaj nezavedno, kaj pa vem, ne, tako kot sem rekla, tukaj je zelo pomembno, da so tukaj 3 te redi, ki so osnova, da nam življenje gre dobro v družinskem sistemu. In koliko je zdrav družinski sistem in srečen, kažejo najmanjši člani v družinskem sistemu. To pomeni, če so otroci srečni, če jim gre dobro, če se radi hodijo v šolo, se veselijo aktivnosti, v bistvu radi živijo, potem pomeni, da je zdrav družinski sistem. Če najmlajšim članom v družini gre težko, pomeni, da je nekaj v sistemu zaplezano in red narobe obrnjen. To je tako, ko bi dali rožico v zemljo in bi korenine bile to in je zdaj to. In ta red prvi je najključnejši. Se pravi, vsi, ki so kadarkoli pripadali našem družinskem sistemu, imajo enako pravico, da pripadajo. Koliko časa rabimo torej, da vse to spoznamo? Zdaj, ko imamo to delavnico, navadno je to enodnevna delavnica in potem na dan naredimo nekje do 8 postavitev lahko. Vsi udeleženci, ki pridejo tja, so enakovredni, vsak ima nek svoj case in za nekoga lahko je nekdo bolan za rakom, nekoga pa je zapustil oče, za njih je to ista identična težava. Ampak ni problem, da potem govorijo o svojih težavah z drugimi? Ne govorijo, tam se zelo malo govori in v bistvu tudi prednost te metode je, da po postavitvi se ne govori o tem, ker če ne, izgubi moč. Kaj to pomeni? Če jaz posadim seme nazaj in to je ta postavitev in potem vsak dan grem pogledam, kako je zraslo, potem seme uničim. In tudi predstavniki, ki se tam večinoma tako ne vejo, koga predstavljajo, tudi ko se zaključi, ni dovoljeno, da govorijo o tem, ker niti ne vejo, velikokrat, kaj so predstavljali. Zanimivo. Ja, zelo taka in v bistvu je tudi možnost, da ljudje pridejo doživeti prvi 2 uri. Mislim, to moraš res, očitno tako, ko vas poslušam, si poskušam predstavljati, ampak ja, verjetno je res potrebno doživeti in da to dejansko občutiš, ne? Jaz lahko povedam, kako sem jaz spoznala to prvič. 2002 sem bila prvič na taki postavitvi in v biti sem tam prišla in sem gledala, kaj to zdaj je. Verjetno, če bi mi rekli, mogoče ne bi takrat šla. In sem tam predstavljala eno staro mamo in kar naenkrat sem tam stala, začela sem jokati, padla sem po tleh, mislila, kako pa zdaj to. Nisem mogla niti verjeti, da se to dogaja in se je tam pokazalo, da je ena gospa imela postavitev, ki se je zdaj že s 3. možem razhajala, da je v bistvu bila neka zgodba za to staro mamo in mene je to tako presunilo in sem takoj ugotovila, kaj je v mojem družinskem sistemu tudi vse narobe. Da ste se odločili, da ste šli potem tudi na to pot, ne? Ker ste že zdaj... Tako, in v bistvu sem šla najprej zaradi sebe in nisem se niti mislila, da bom to počela. Nova pot? 10 let ste zdaj v tem, ne? Ja, tako da v bistvu... Ja, od 2008, ja. Ja, v bistvu način razmišljanja tudi nasplošno vpliva na naša čustva. Tako, moramo pozitivno tudi razmišljati, pa še razrešiti potem vse za nazaj. Ja, zdaj, če zmoremo iz sebe izhajati, potem je tako, da... A se naučimo tudi s pomočjo naših oddaj. Hvala lepa, da ste nam vsaj okvirno predstavili pol ure, res se ne da tako poglobljeno, verjetno se vsak gledalec zdaj še kaj sprašuje, pa mogoče ne razume, Če pa bomo tako spoznavamo različne metode in potem se odločimo, kaj je za nas. Hvala lepa. Pogumni so dobrodošli. Res je. In v bistvu, kot sem prej omenila, način razmišljanja pomembno vpliva na sama naša čustva in če ga spremenimo, se spremenijo tudi naša čustva na neko situacijo in posledično nas tako ravnanje mogoče drugih ne prizadane v tolikšni meri. Seveda bi bila vesela, da smo vam morda pokazali tudi kakšno novo rešitev, novo pot, ki pa jo morate sami izkusiti. Zdaj pa besedo predajam svetovalki v drugem delu oddaje.